Aha. Bernardu iz Kopra se zdi, da luči ne svetijo več najbolje, ker je parabola potemnela in ga zanima, kako lahko poskrbi, da bodo še vedno v top formi. Bernard, čist simpel. Z Kitajske naročene ledice in je stvar rešena. Mogoče to ni najboljši nasvet, ker tega ne bo mogoče homologirati in tudi kazen te čaka, če te bodo ustavili policisti. Se grem k strokovnjakom pozanimati, kako je najbolj prav. Samo zate, pa za vse ostale. Na starejših avtih parabole ponavadi potemnijo. Pri določenih se dajo popraviti, pri določenih pa ne. Zdaj seveda odvisno od same luči, ker ponavadi, ko se luč vzame narazen, se potem tudi očisti parabola. Zadeva se sestavi, je pa seveda cenejša kot pa nakup nove luči. Cena čiščenja in popravilo teh luči je odvisna od same luči. Zdaj pri nekaterih vozilih se ta luč lahko razstavi in se popravi, pri vseh pa ne gre, tako da je to odvisno od modela in potem seveda od same luči. Menjava žarnice lahko stane od, rečemo, približno 10 € naprej, odvisno od samega modela vozila. Lahko pa za svoje vozilo na naši spletni strani servicemax.si si preko kalkulatorja zaračunate za vaše vozilo, koliko bi stalo. Kot lastnik ali uporabnik pri lučeh je predvsem potreba paziti, da ko se približamo vozilu, da se pogleda, če so luči čiste, da ni nekih nečistoč na njih, da luči delujejo normalno. Potem seveda sama višina luči, snopa žarometov, da ni luč poškodovana, ni vlaga v njej. Če imate ksenonske luči, vsekakor obstaja nevarnost visoke napetosti. Treba je paziti, da se prvo luč in žarnica sama ohladi. S pravim pristopom se zamenja, kar pač vsi ne zmorejo, oziroma se priporoča, da se avto odpelje k serviserju. Če imate LED luči ali ksenonske luči, je tak, da v Sloveniji še vedno obstaja zakon, ki pač predpisuje, da morajo biti nadomestne žarnice v prtljažniku oziroma v vozilu, ampak pri vseh ni možno več zamenjava teh žarnic oziroma luči, sploh pri LED lučeh, ampak je treba zamenjati celotno luč oziroma žaromet, kar pomeni, da pač celotnega žarometa ne moremo voziti s sabo. Ampak zaradi zakona morajo vseeno biti žarnice v vozilu. Bernard, zdaj veva oba. Sicer pa dobra tema, sem se spomnil, da sem tudi pri svojem Fiatu Uno na odpadu iskal rezervno luč, ker tista na avtu ni več svetila. Ampak od takrat sem že napredoval, imam doma bistveno novejši avto, letnik 2005. Vem, ja.